kasno Ivanu govorim, da bo bolj znal? Lahko. V bistvu se tukaj ne rabiš govoriti, ker bom razlagal tako, da bo tudi videl. Znači, vidjet ćeš da jako nešto ti zafali, imaš sve na mom YouTube kanalu, sve ove, kako se kaže, ove vozlove, kako se kaže, čvorove. Da, čvorove. Ok? I ako nešto ti ne razumeš, samo me pitaj slobodno, nije problem. Ok? Važi? Spravi, zdaj bomo pokazali, kako spajamo dve vrvi skupaj. Znači, kako spajamo dva konopa iste debeline. Znači, kad su iste debeline, može ovaj čvor. Je tako? Se pravi, naredili bomo najprej ambulantni vozel. To je najbolj, bom rekel, tako uporaben vozel. Se pravi, ponovadi rečemo desna preko leve in leva preko desne, noter pa ven, a ne? In dobimo to. Prosim? Ni osmica. To je ambulantni vozel oziroma moški vozel. Zakaj ambulantni? Ambulantni zato, ker je tak ploščat in so med vojno ranjencem zavezovali rute čez povoje, ne? Da se mi povoji niso odvezali, so dali ruto čez in so jo zavezali na ta način. In ko so prišli v bolnico, so bolničari samo to naredili, ne? Sam skrb so stisnili, pa je bilo že razvezano. A vidite? Da so lahko takoj ranjencu skrbeli, pa operirali, ne vem, karkoli že, ne? Govorimo, se pravi, o moškem vozlu oziroma ambulantnem, kot sem že rekel, ne? Se pravi, taki vozli niso potem tiščali ranjencu oziroma pacientu na rano ali pa na zdrav del telesa, ne? Pa mu zaustavljali kri po nepotrebnem, ampak, kot sem rekel, in zelo močno drži, se pravi, bolj, ko ga zateguješ, bolj drži, ne? Nikamor ne bo šel in zelo enostaven ga je razvezati, vidite, kar sam se razveže, ne? Pa lahko še tako zategnemo, ne? Če pa naredimo napako, pa da zamešamo, pa naredimo ženski vozel, to je pa ta, se pravi, pravilno je tako, da ta vrvica, ki gre proti meni, ne sem si tako zapomnil, ne? Ta, ki hoče k meni, gre preko te, not pa ven, da dobimo ambulantni vozel. Ja? Če pa jaz to zamenjam, da gre ta, ki gre stran od mene, preko te, noter pa ven, dobimo pa ženski vozel. Prije pa tako. In to običajno ne drži, kakor vidite, kar polzi. Glejte. Mogoče mi ga celo rata narazen dobiti. Ja. Tlele, sam čez eno, tole, evo ga. Vidite, kako drži. Ženski, ne? Se pravi, morate vedeti, ker je moški in ženski morate vedeti, ker je. Zakaj? Zato, da boste vedeli, da ni moški. Da ne boste koga kam spustili ali pa sebe. Ali pa privezali nekaj, pa ne bo držali. Na prikolico nekaj, ne vem, karikiram. Bog ne daj ta ženski voz uporabiti, ker res ne drži nič. Enako je, kadar želite spojiti dve vrvici, torej različnih debelin, kot so ta zelena pa ta rdeča, ne? Bom vzel tole oranžno, da bo mogoče malo boljši kontrast. Se pravi, ta, ki hoče proti meni, gre preko te, noter pa ven, zategnem, vse dobro zgleda, a ne? Torej zelo lepo zgleda, kot vidite, vendar, ko to jaz spustim, razpade. Isti vozel pa razpade. Se pravi, moramo obvezno uporabljati dve enake debeline vrvi. Kadar imamo tak primer, da rabimo spojiti različne debeline vrvi, lahko uporabimo ribiški vozel, se imenuje, ne? Se pravi, damo oba konca vrvi takole skupaj, naredimo kot neko pištolo, se pravi, prst tegnemo, potegnemo ta konc
vrvi malo naprej, da imamo malo več mesa, se reče. Gremo okrog rdeče vrvice, prst vtaknemo ven in kamor je prst kazal, vtaknemo ta konc vrvi. Obrnem se skupaj, potegnem zdaj rdečo ven, stegnem prst, gremo okrog in prst dam ven in kamor je prst kazal, dam noter z te zadnje smeri ta vozel. Takole, to potem približam, potegnem in to ne bo šlo nikamor. To ne dobite več narazen. Mislim, dobite narazen, ampak ne bo šlo, ni šans. Če ga hočem dobiti narazen, evo, samo potegnete, ga razrahljate narahlo in je že odvezano. Če hočem, da je močnejši oziroma da je bolj varen, naredim dvojni ribiški, se pravi po dvakrat uvijemo okrog prsta, enkrat, dvakrat, da sta dva ovoja, dol snamemo in čez tole zanko smo pokazali, kamor je kazal prst, obrnem, potegnem, dva ovoja naredimo. Malo preselo še semle. Bo predolga. Takole, približam, potegnemo in to tudi ne bo šlo nikamor več. In se potem običajno tudi zelo lepo nadaljuje iz debelega v tanjšo vrvico. Sicer je ta res taka, res ekstremna razlika. Jaz narajš, se pravi, kako to dobimo narazen, spet potegnemo za oba konca, potegnemo narazen, razrahljamo, lahko tle ven potegnem. Vsak vozel se da takole zalomiti običajno. Zakaj? Zato, da ga lažje razrahljamo. Običajno gre to z enim prstom. Poiščem, kje je najbolj šibek, da ga, tega sem kar dobro zategnil. Takole. Ta res dobro drži, ne? Ok. Jaz tega iskreno ne uporabljam dost. Je zelo dober, no, kot sem rekel, jaz rajši uporabljam enega drugega, ki je malo bolj, kako ne rečem, malo bolj napreden, če hočete. Malo bolj, mogoče malo bolj kompliciran, čeprav ni. Je čist preprost. Se pravi, želim recimo iz debele ribiške vrvice podaljšati s tanjšo vrvico. Torej z debelega laksa na tanjši laks kot pred vrvico, poznate, ne? Ker če strgam, da pustim samo ta del laksa v vodi, ne celega laksa. Se mi ne strga kje. Kako pridemo, torej kako ga naredimo? Naredimo tako lezanko, pridete od spodaj gor, potegnete proti sebi to vrv, takole, in zdaj držimo v roki vse tri vrvice. Zgleda. In potem grem s to rdečo nazaj proti zanki in ovijem 3-krat okrog, oziroma 5-krat, se oproščam. 1-krat, 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat in ta konc dam tlele noter v zanko, takole, da čez gleda. Zategnem zanko, da ga zagrabi, potem pa potegnem še tole vrvico. Skratka, potem, ko zategujete, potegnete rdeče dve skupaj, pa oranžni dve skupaj. In potem sam poščipam, se pravi, tukaj zraven, pol centimetra pustite mesa, ta konček tudi stran odbijem, potem, da pride potem, kot sem rekel, iz debele v eno tanko.
Vidite, kako lepo pride, kada je iz sredine ven potegnjena, ne? Je res? Se lepo nadaljuje, ribiči. Da boste vedeli. In enako, tle imam zelo preprosto, se pravi samo potegnem tole ven, končano. Vrvjo, ali pa pred vrvjo se ni pomembno. In pomembno je, da gremo potem dvakrat skozi s tema dvema končkoma vrvi čez tole zanko. Vidite? In počasi zategnemo, oziroma počasi ali pa hitro, ni pomembno, in naštimamo takole, da pride potem vozel nekako takole, se pravi z te strani takole, iz prednje strani pa tako. In kaj nam ta vozel pomaga? Se pravi, to je enak vozel kot tale tukaj, se pravi, če ni napet, se je kar zažrl, pa ga moram malo sprostiti, da ga lahko sploh premaknem. Kadar je napet, se on ne premakne nikamor po vrvi. Lahko vlečete, ne vem kako, ne gre nikamor po vrvi. Ko je pa sproščen, se pravi, ko ga sprostim, ga pa lahko z dvema prstoma peljem kamor hočem. In ko je slabo oziroma lepo vreme, ne rabimo strehe, jo lahko na ta način ponjavo čist do konca odpeljem, pospravim, vzadje odpnem, in jo, ko je spet pride dež, samo popeljem po vrvi. Pazi, da te ne pohodam, kolega. In jo zategnem in bo stala. Prosim. A to smo uporabljali na planinskem taboru, ko smo šli čez Vrno Ograjo. Šli na brezpotje Bal. Na Vrno Ograjo in smo imeli to. Prosik. Ja, na Prusika smo se vse navezali. Ok. In si pač pred sabo garino, ne? Ja. Z roko. En nam je prav pokazal in ga je pač zategnil, ne? Ja. Pa pač prav skočil dol. In je pokazal, da ne greš nikamor. Ja, vse tako, kot sem jaz pokazal. Lej, jaz se tudi lahko cel obesem gor. Ja. S celo moje težo, lej, nikamor ne bo šel. Ja. A visim? Ja. Nikamor ne gre. Ja. Ko ga spustim. Ja? Prusikov vozel, fenomenalen vozel. Pokazal vam bom zdajle še, kako se mrežo sestavil. Kako ribičko mrežo naredite ali pa mrežo za spat v njej. Hemok. A je v redu? Da vam sam pokažem. Prosim. To je tisto tam? Podobno. Jaz boljšo naredim. Ja. Manjše luknje. Ta je kitajska, jaz pa malo drugačno naredim. Manjše luknje. Po želji. Lahko je za en prst, lahko je za dva, lahko je za tri ali pa za štiri. A za pet? Kaj? Za pet pa ne more biti? Za 5 prstov, ja lahko. Okenca pravim, koliko so velika, ne? Ja. Lahko reguliraš sam. Bom pokazal kako. Najprej moramo vzeti recimo vsaj tokle, prav od brade do tav v 2 linijah, če hočete dobiti ene tokle široko mrežo potem. Da se lahko ležete gor. Rabite kar dosti vrvi. Jaz vam bom zdaj samo pokazal z krajšimi, da ne bomo toliko, prav dajmo reči, da od tle do tle, ne, nekako recimo. Tole. Ena. Približno, saj ne gre za estetiko, važno, da veste, da res rabite dosti vrvi, pa te vozle, se pravi sploh ambulantnega, pa začetek prusika rabite vedeti, ne? Pa še kakšnega. Približno.
še eno. Tako. In pa vsako do teh vrvic čisto preprosto namontirate takole gor, da date konca skupaj, greste čez in sam potegnete dol. In je končano. Ja? Ja? Še enkrat, oba konca skupaj, damo čez, ka prusik, ka sem vam prej pokazal prusik, sam potegnete čez in končano. No, zdaj očitno sem tega narobe naredil, oziroma sem tega začel, moram vse enako delati, ne. Sem od spredi dal zanko, prav, da bojo vsi enako, no, veš tega sem zadnji začel. Tako, da so vsi vozli potem identični, ne, da mi ne bojo nagajali pol, ok? Pravi, takole. Rekli, pridemo spet vedno od zadaj, ne, če smo prvih dveh prišli, zato da bojo vsi vozili, kot smo rekel, enaki. To bo taka manjša mrežica zdaj, samo za pokazati, kako se zelo hitro lahko splete, pa kako je funkcionalna, kaj lahko se naredite iz nje. Prav, lahko imate za košaro, za kaj nositi, a ne, kot neko vrečko, za kakšno drva, za kakšno listje, za karkoli, za flašo, za nahrbtnik si lahko naredite vsako mreže, a ne. Če znate vrv splest, kar boste se kasneje naučili, danes, a ne, potem to ne bo sploh težav. Ali pa če boste imeli sabo, ne, boste znali koristno uporabiti. Ali za medvedov jed, zajca, lisico, ribe, rake, ne vem, mreža, ne? Lahko prav pride za 100 stvari, pravim, ne? Ok, zdaj, običajno si jaz kar tako pomagam, da vzamem recimo nož, pa mora sredina vozla, recimo, tle začnem na začetku, in sredina vozla konica noža, ne? Zakaj? Da so vsi enaki, torej v enakem razmerju, da potem tudi malo lep zgleda vse skupaj, pa da ne porabite preveč vrvi, oziroma da, kot sem rekel, da pol tudi na koncu lepš zgleda, ne? Lepš pa meni je tukaj lepota pomembna, enim pa je, skratka, tako da veste, da se da to zelo lepo natančno narediti. Začnem tako, da imam, kot vidite, na vsaki teste po 2 vrvici dol. Začnem vedno na moji levi, tako kot začnemo brati ali pa pisati, ne? Z leve proti desni delam. Ali pa obratno, boste videli, ni pomembno. Za začetek si izberem te 2 vrvici in rečem, da bom delal, naprimer, 4 prstne zanke, luknjice. Ampak te na začetku so polovične, boste videli zakaj, a ne, moram narediti krajše, recimo, da bom dajal 2 prsta noter, a ne, nekaj tacga, pa mogoče 3, ne, 2 bom naredil, tako sem se odločil. Kaj naredim? Se pravi, desna preko leve in leva preko desne. Kaj nastane? Ambulantni vozel. Se pravi, tle ga lahko reguliram, vidim, da je premalo zašponan, ga še našponam, zategnem. Pomerim, je. Končano. Naslednjega spet naredim tukaj. Iz 100 pa iz 100. Ja? Spet. Desna preko leve, leva preko desne. In ga zdaj lahko, tle vidite, zašponam. Ga lahko čist enakomerno pomerim, zategnem
končano. In gremo naprej. Spred ta dva, a ne? Zato, ker bojo potem okenca, se pravi pa za 4 prste izgledala takole, ne? Ok? Vidimo? Bojo taka okna, za 4 prste noter dati, ne? Tukaj bojo velike lukne tele, te mreže. Lahko date 2, lahko 3, kakor želite, kakor hočete. Lahko so čist minimalni, ne? Še enkrat, desna preko leve, noter pa ven in leva preko desne, noter pa ven. Spet smo rekli 2 prsta, zategnem približno kar takole, zategnemo, pomerimo, štima, zategnemo. Končano. Spet tukaj, desna preko leve, noter ven, zategnem, leva preko desne, noter pa ven. Je? Je. In tukaj je enako. Se pravi, desna preko leve, leva preko desne. Se morate kar govoriti, zato da boste res imeli torej vse enako, a ne? Vse te, da bo vsa okenca potem približno enaka, ja? Potem pa začnem z temle delom, a ne? Smo rekli, hočem imeti 4 prste veliko odprtino in bom tukaj, se pravi, šel spet desna preko leve, noter pa ven. Dam 4 prste noter, evo, pomerimo in desna, se pravi, desna preko leve, leva preko desna smo rekli, tako mora iti, ja. In zategnem. Vidimo. Potem pridem s tole, tukaj zavežem spet, a ne, se pravi 4 prste, desna preko leve, noter pa ven, leva preko desne, noter pa ven. A ne, in tukaj je ta zgodba, se pravi, vse mora biti nekako v isti liniji. Se pravi, ko bom šel pol tle spodnji del delati, spet naredim enako. Desna preko leve, leva preko desne, noter pa ven. Približno, ne? Opale, ta je še malo predolga. Se pravi, tle ga čisto motor razrahlam. Ga pomeram, evo. Zategnemo še. Približno, ne? Malo bolj kakorkoli. Skratka, in tukaj vedno delamo, smo rekli, približno označimo, leva, desna preko leve, mogoče če gre z te strani kate, da se bo videl še, kako jaz vidim, in leva preko desne. In to je ambulantni vozel, spravi, ali pa tkalski, ne, za tkat mreže. Približno gledamo, da so vse v isti višini, da ni potem, kot smo rekli, grdo. Spravi, desna preko leve, noter pa ven, in leva preko desne, noter pa ven. In je tako. Pa spet tole, a ne, približno označimo, desna preko leve, leva preko desne, noter ven. Tole še lahko malo takole približno pomerimo, a ne, in zategnete. Tako da so potem, kot vidite, vozli vsi v isti višini. Zdaj ta pride tukaj, a ne, zato da bo potem tvoril tukaj kvadratek, se pravi, tega zmeram tle gor. Desna preko leve, leva preko desne, tako, je na isti višini približno in tukaj spet tvorimo, kot smo rekli, desna preko leve, leva preko desne in dobivamo potem že, kot vidimo, mrežo. Praktično en šop razdelimo na 2. Obrnemo okrog
obrnemo okrog. Zakaj? Da dobimo enakomerno debelino te naše bodoče vrvi. Približno takole. Ko začnem plest, sem obrnil tako, da boste vsi videli. Držim v levi roki čvrsto ta snop, prave, in z levo roko ne dodajam gasa k promotorju, ampak ga ves čas odvzemam. Sprav, odvzamem gas, odvzamem gas, odvzamem gas, odvzamem gas, skozi stran od sebe, z desno roko stran od sebe, da ne bo pol debelo gledanje, ne? Kako je pa to pol možno, ne? Kako pa Larisu šlo, meni pa ne gre. Dajte gledati. Se pravi, vrtim in dobim tako lepo okroglo strukturo te naše bodoče vrvi. In ko dam roke skupaj, se mi ustvari taka zanka. Dam narazen, ni nič. Dam skupaj, zanka. Je? Zanka? Jo vidite? Jo preprimete, sprav, da se vam ne razvozla, jo preprimem, jo stisnem in imam zgornji in spodnji del. Zgornjega zopet stran od sebe odvijem, zavijem pravzaprav stran od sebe in ga preložim na dol. Pridržim, da se mi ne razcufa, ne razpade. Zgornji del, stran od sebe zavrtim naprej in ga preložim navzdol. In spet ponavljam, zgornjega zavrtim, preložim navzdol. Jaz sem tega že na kilometre spletel, zato mi gre to tako gladko. Ja? Dobesedno kilometre. Kilometre in kilometre in kilometre. In kaj dobimo? Tukaj pridemo do momenta, ko se nam zadeva konča na eni strani. Zdaj bom kar tle vzel, malo pogolfal. Samo da vam pokažem, kako se štuka, se pravi. Ko mi zadeva tle se konča, ko imam še par centimetrov, a ne pa ko je tle zelo tanko, kar vzamem nov material, isto kot pripravljam kot prej, ga pridodam zraven, vse skupaj zavrtim spet stran od sebe, da postane kot eno, ja, in ga preložim navzdol. In zadržim. In spet zgornjega preložim in tako naprej. Nadaljujemo to našo vrv, dokler rabimo. Vi boste imeli pol ure časa, da spletete najdaljšo vrv. Tista ekipa, ki bo najdaljšo spletla, je zmagovalna ekipa in za nagrado ji ne bo treba pomivati. Ostala je takale lepa vrvica, lahko bi še malo. Boste probali, koliko je močna. A ja. Kar potegni. Če jo kdo raztrga, ne vem. Potegni. Se še jaz na te besim. Ne gre, ali kak? Kam pa si ti krenil? To si kar obrnil. Tu sem gor skočil, da mu z roke vada. Vrv ostaja cela. Kaj je to? Nobene moči več. Če se cel obesiš gor, te bo zdržala. Mene ne bo. Jaz sem prej spustil. Ne verjamem ti, sorry, ampak tega pa ne moreš strgati, razen če boš z nožema pa z nohti zaril noter. Okej. No, končano, dobro je. Kaj zdaj? Čakaj. Evo je vrvico. Kak je lepa. Še zmeri ista. No, tako, zdaj ste videli, da je to zelo močno. In pričakujem, da boste tako zelo dolgo, pol ure spletli. Ekipe, ki so bile pred vami, sem vam pokazal, kaj so zmožne pol ure narediti. Tako da se prosim potrudite, ni izgovorov na koncu. Ja, samo on je delal, sam jaz. V glavnem, brez špeckahelj, prosim na koncu, ne. Vsi probajte pomagati in to je to. Čas teče zdaj. Daj, sam. Trgaš pa je.
Ajde, dej. Prva ekipa tle. Ne rabimo nekaj We give him material, so let's just make a pile. We need ocean. Ne, tukaj pusti, bomo pol midel. Tudi suha je dobra, ej. V redu je suha. Sam ne že taka, ki je bila spletena. Majstri. Se kar tako znajdel, a? Staro uporabljal. Ja, sam dej. To dovolim, ja. Odlično. Dobro. Obdajate. We are so fast. Preveč sajta že delam to varo. Eni vam nosijo travo, a ne? Da. Vi pletate. Zorganizirani, ja? Pa da vidimo, kaj je še v drugi skupini. Oziroma prvi, ne? To je druga, mi smo prva. A vi, pardon, druga skupina, ja? Jaz sem Kako ste vi? Kdo se je problem tukaj vsesti in držati? Jaz. Okay. To ni v redu. To ne pletaš prav, Varu. I told him Nate. so, but he ignores me. Ne, ker bo to ne pletaš prav. Prvo bomo naredili to, pa bomo začeli zvijati. Aha, okej. Ja, tako kot se oni delajo isto. Ne, ne delajo, oni pletajo že. Oni že pletajo. Prav, bomo počakali še malo, da pa bomo prišli. Drugače ti lahko že zanko zdaj narediš. Že zdavnaj bi jo lahko naredil. Mami, kaj če gremo zdaj? Pa zanka se sama naredi. Drž. Nejc, najboljš boš to sam naredil. Ja, vem. Okej? Pomivamo 5 več. Prva skupina, koliko je daljša vaša? Malo več kot pol metra. Dobrih malo. Ja, sam, super, ej. Druga skupina, dobro vam je šlo. Ja. 5 več, lepo. Druga skupina, pomivate posodo. Okay. Čestitam. Gigi, bro. Jutri po zajtrku, a ne? Him and I carried the whole team. I'm sorry. Dva. No, dobo rekorder. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Skori, preveč približiš. Ajde, grem jaz. Pridite sem. Ajde, Jakob. Ajde, bom jaz. Tako jaz pol Jakob. Da, poskusam. 3, 4, zdaj. 1, 2. Čakaj, dej še enkrat, dej še enkrat. Šteke se moje zavljati. Ja, še. Zahakal si za glavo. Čakaj, prid malo bližje. 3, 4, zdaj. 1, 2. Ne raba se sklanjati. 3. Ne raba se sklanjati, veš? Tukaj jaz. Ajde, to gre. Ajde, jaz zdaj. Jaz sem zdaj probal. Ajde. Lahko jaz zdaj. Ampak jaz. Ne moreš ti vrtiti. Zdaj naj šlo on vrtiti. Najprv on. Najbolj jaz. Spet. Ok, boš ti. Ok. 3, 4, zdaj. 1. Noge. 3, ej, pazi, odmakni se. Pomagni se. Marek. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3. Novi rekord 4, 5. Novi rekord 5. Da bi jaz probal. Čakaj. Naj gre oni, ki še niso, odmaknite se. Jaz še nisem šel. Jakaj Lari, ti boš šli. Bomo videli, če Ivan lahko pomaga. Dajmo. 3, 4, zdaj. 1. 2. 10 počepov, Ivan. 10 počepov. 10 squats. You know why? Znaš zašto? Ne. Grda beseda. 3, 4, zdaj. 1, A je tako? 2. Je li tako? Okej. Zdaj grem jaz, zdaj. Okej, jaz bom vrtel. Ne, jaz bom. 3, 4, zdaj. Okej. Še enkrat. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bravo! Za pa Lari! Kdo pomeni vrtel to? Ajde, Lari! No, gremo. 3, 4, zdaj. Okej, pejmo dva, dej. Gospoda ste že v letih. Ja, v letih. 4, zdaj. Reflekse, kad crkne hvala. Vraj še enkrat pojem. 3, 4, zdaj. 1. Premalo visoko. Enakomerno morata vrteti. Ja. Bo zdaj pokazala. Takole mora iti roka. Lepo, cel krog. Prav? Začnemo dol, grejo. Hop, cel krog. Dvigneš jo gor. Tako. Opa. Ok? Grem še jaz? Ja. Ja. 3, 4, zdaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Malce se stran neste nekaj. 11. Za enega. Imaš novi rekord, 11. No, dobro, gre še Katja, daj da posnamemo. Ej, Katja zdaj. naprej moramo iti delati delavnice. Makni se. Katja. Ajde, zdaj še Katja. Daj, Katja, postavi rekord in to je to. Ja, daj boš. 3, 4, zdaj. 1, 2. A ste v letih, gospa? A ste v letih, gospa? Ja. Je za njega ultra hitro. 3, 4, 5, 2 stran. Končano. Ali pa tako, ne vem, če to misli, da kje gledam ali karkoli, poglejte, no. A v redu? Ja. Mi zaupate? Ja. Res, tema je, nič ne vidim. Ok, zdaj bomo imeli simulacijo, kaj se zgodi, če me ujame recimo noč, a ne, ali pa mrak, zelo temno je, zdaj bolj gozdo, še bolj temno kot zunaj, ne, gozda. In moram postaviti bivak. Imam s sabo eno šotorko recimo, eno šotorsko ponjavo in moram med dva drevesa zdaj napet vrv. Ker je tema, nič ne vidim, nimam svetilke, nimam ognja, a ne, bom probal na tale način, pazite, da ne bom koga po nesreči. Evo, ena bukvica. Tukaj začnem z začetnim voznom. Začetni vozu ali tesarski vozu naredimo tako. Prosim, če greste vsi na to stran, ko vas le slišim še. Pejte vsi tle, da boste ki videli. Tesarski vozu se naredi tako, se pravi s koncem vrvi pridemo okrog drevesa, to je konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi. Lahko pridem spodaj ali zgoraj, kaj želite? Spodaj. Spodaj. Kaj zdaj? Spodaj. Spodaj. Sem prišel pod vrvjo, torej pod nadaljevanje vrvi in grem samo čez nazaj, čez in se trikrat uvije ta konec vrvi okrog samega sebe. Ne okrog nadaljevanja vrvi, ampak okrog samega sebe nazaj. Trikrat. 1, 2, 3. Ja, pa še enkrat, da bo zaprmej. 4krat. Zategneš. In bolj ko vlečem, bolj ta vozo drži zaradi samega trenja. Ja? Je tako? Ja. Se lahko obesim gor, ni težav. Lahko ga čisto enostavno prestavljam gor dol, vidimo? Ja. Ko je že enkrat zavezan. Pa tudi zelo hitro ga, kaj? Sem 4krat zavil, ne, se pozna. Evo, pa je končano, ne? Ja, še enkrat ponovim. Zdaj prijem pa zgoraj recimo, čez nadaljevanje vrvi in 3krat ovijemo okrog. 1krat, 2krat, 3krat, 4krat. Vidite, kako zdaj to drži. Ok, zdaj grem na drugo stran, prevlečem se v vrv.
nekoga si udaril ga. Kaj? Nekoga si udaril. Ja, saj sem vam prej povedal, da se omaknite, prosim. Stran od dreves Jaz pejte. sem slep, jaz nič ne vidim, kako čem vedeti, kje stojite. Sam kar slišim. Bešnic. Ale. Še kaj. Pa malo boljša tale smreka, ne? Se mi zdi kar tanka. Dobro, sicer bi zdržala glih tako. Prevlečem v vse. Aha, tukaj čutim, da je natrgana, je res? A vidite? Ja. Jaz to z roko čutim, da nekaj ne štima. Ok, tegnemo čez. Tukaj pred drevesom naredim alpinsko zanko, to pomeni, da 3-krat oviješ okrog dlani vrv, kjerkoli na vrvi, ali na začetku, v sredini, na koncu. Potegnete drugo vrvico ven, tole tako manjšo zanko naredite, lahko tudi tako večjo. Ta vozel se imenuje tudi topovski vozel, ker so včasih morali vojaki kakšne topove na ta način vlačati po gorah. Kakšne lažje topove seveda, a ne? In so se navezali takole na štrik, od zadaj privezali top, pa so ga vlekli. Se pravi, grem zdaj okrog drevesa z vrvjo. Vrv napeljem čez tole zanko in jo prevlečem čez. Zdaj moram. Vse skupaj ven prevleč, okrog drevesa še, a ne? Je konec. Ja, vem. In stopam najboljš na tole stran pod vrvjo. Da bom zdaj malo višji naštimal, drugače za bivak naštimate tam v višini, kaj povem, v višini pasu nekje, višino, ne? Evo, in kaj sem zdaj dobil? Na tej vrvi prav neke vrste škripec, ne? In zdaj, če se jaz naslonim nazaj, aha, zdaj se čutim, da je še totale raztrgan del mimo, vidimo? Ja. Tako da ni več nevarnosti. Dobro zategnem. In glej, zdaj to je trik. Tukaj bom samo z 2 prstoma prijel, tle za to zanko in držim vso napetost vrvi še vedno tako, kot je. Z 2 prstoma, gledajte. 3 so po konci, palec pa kazalec pa držite vso napetost, se pravi, nič težkega ni. Ja? Potem s koncem te vrvi naredim tako štirico, jo vidimo. Trebušček, palec, ta moj palec je v trebuščku, to je pa repek med tema 2 prstoma. A vidite štirico? Ja. Štirico, grem z repkom noter v trebuščka, štirice in zategnem nazaj. In končano. A se je vrv kje popustila? Ne. Niti za malenkostne, ne? Torej, vrv ostala napeta, poiščemo še kakšno palčko. Pri nogi imate. Čakaj, v redu je. Kaj pa če bi bil sam? Sem rekel, da me je noč ujela, pa da nič ne vidim, pa sam sem, a ne? Ja. Tukaj, zdaj dam tole v zanko, zategnem to zanko. In to je varovalka. Potem, ko grem sam, potegnem sep, dam ven, potegnem do konca in se razdre. Dam zdaj to nazaj, zategnem. To prosim zdaj vmes nič ne prijemate, prav? Ker bom šel zdaj gor na vrv. Najprej bom preveril, če me zdrži. Se bom tako obesil, tudi če padem, da se kaj ne zlomim. Je zelo elastična, kakor vidite, ne? In kako plezamo
po vrvi. Če hočemo čez reko ali pa čez potok, primer, ne? Ali pa iz hiše na drevo, ki so zadnjič reševala, ne? Iz poplav, ne? Ste videli? Ja. Se pravi, zelo pomembno je, da se najprej uležete tako, da nogo najprej zahakljate z gležnom. Jaz sem zdaj levo zahakljal, lahko date tudi desno, kakor želite. Kakor vam je paše, ne? Ja? Ena noga mora biti takole zahakljena. Prav gležen čez, kolen pa na tej strani. Stopalo na tej, koleno pa na tej. Se uležete gor na vrv, a ne, se lepo namestite. In lahko počivate gor. Se dvignete in se prestavite naprej. Ja? Se dvignemo in se prestavimo. In gremo počasi na drugo stran reke. Pred sabo potiskamo na hrbtnik, na kakšnem karabinu ali pa na kakšni zanki, a ne, iz vrvi. Kaj? Eno vprašanje. Prosim. Kako pa potem, če si čez reko, ne? Ja. Kako pa potem greš čez reko in podvežeš, da greš potem na drugo stran, da greš čez? Če si sam to nemogoče, če so pa 3, 4 ali pa taka skupina, kot smo mi, a ne? Gre pa kdo najprej? Prav nekdo, ki je izkušen. Kaj je še pomembno, da ima palico, ko gre čez vodo, da si da suhe stvari noter v nahrbtnik, pa gre mogoče samo v spodnjicah čez vodo, a ne? In da ima v nahrbtniku kaj pripravljeno? Za ogenj prižgata, ne, takoj. Ja. Vato, netivo, ne, karkoli od netiva, drače, pa še kakšen polenček, a ne? Ja. Zakaj? Prav, da tudi če tega kolega vam spodneslo vodo, odnesla ga vi lahko potegnete k sebi nazaj, brez da bi se mu kaj okrog pljuč zategnilo. A ne? Ja. Če boste dali samo zanko pa vrv čez, ki ga boste vlekli, ga boste zadušili oziroma mu boste preprečili dihanje in ne bo mogel vdahniti. Vsakeč, ko bo vdahnil, ga boste še bolj stisnili in ne bo pol več mogel v zraka, ne? Pa še v vodi bo, pa še tako naprej. Skratka, črn scenarij. Vedno potrebu pomagati. Prosim, samo eden naenkrat, prosim. Kaj je bilo vprašanje? Kakšno vprašanje? Ali je potrebu pomoraš dati prst, če je težko potem časovali na prst, na trebuhu je bolj varno. Da pa daš na trebuhu ali Ja, v vsakem primeru je bolj, če nekoga vlečete, da ima to vrv tukaj od spodaj pod vzduho. A ne? Prav gre tudi... Kaj? zelo boli. Ne, saj se še pomaga, če pri zavesti se bo še prijel, pa se ga ne bo toliko bolelo. Saj mu ne zategnete zanke okrog. To je taka zanka zaključena, ki ne gre nikamor, se bom pokazal. Lahko takoj pokažem, čim zaključim tole, prav? Zadnji, ko gre, pa naredi tole, se pravi raztegne tole zanko, vzame ven palico, poišče konec vrvi, potegne in je končano, je razrahljano. Vidite to? Potegnemo vrv čez sebe. Takole, no. Lažje. Zdaj bo pa mrtvi vodo, ne? Ne še. Zdaj takole pokažem, ko se ta alpinska zanka razdre, ne? Tukaj. Ne rabite mi pomagati, kaj če bi bil sam. Nik to vam govorim. No, 4-krat smo uvili. Da je malo bolj potegniti, pa takole naredite. To je končano. No, zdaj pa še ta, kot smo rekli, bičev vozu, oziroma pašnjak. Kako ga naredimo? Se pravi, takole naredimo zanko, gremo okrog nekega objekta, se pravi, recimo okrog moje noge, da bo taka zanka nastala, dosti velika, da se bom dal čez
čez prsa. In potem pride zgodba, poslušaj zdaj to. Pride zajček iz luknje ven, steče okrog drevesa, ta vrv je tlele gor, je drevo, okrog drevesa in nazaj v zanko in zategnete. Abika. Jaz to vozel imam v Srbiji, v Bojzlu. Kaj vlečeš? Ja, ampak je druga zgodba. Je vodenjak. In kača pride ven, iz vodnjaka. Ja. Kača pride ven, ovije se na okoli drevesa, pa pride vodnjak. Ja, čisto vseeno, ali kača ali zajec, vseeno. Važno, da dobite ta vozel. Se pravi, če si jaz dan zdaj to okrog prsi, tudi če me nekdo vleče, ali pa si pač tu daš na zadnjo stran, če te nekdo vleče, se takole držiš, da ti ne spolzi vrv gor in greš, kakorkoli. Tudi če si nezavesten, običajno obvisiš v tem noter, se pravi, kdo je lahko helikopter, en visok Jakob. Jakob. Jakob, kje si helikopter moj? Tukaj imamo tukaj kakšno vejo. Tamle, ja. Daj sem to. Se vem, pust. Spravi, kakor vidite, tole mene pol drži, ta zanka. Je res? Ja. Tudi če omedlim, imam roke še zmer dol, me bojo nekako spravili gor. Ne bom padel ven iz zanke. Ja? Če sem nezavesten. Ja. Pašnjak, smo rekli, ne? Ga zalomite, ga razzahlate. Ja? Težko. Bom zdaj pokazal, kako zvijemo vrv, dva raztežaja naredimo, damo okrog vratu, levo roko stegnemo in naravnost gre vrv vedno dol, nazaj gre pa ne naravnost, ampak po stran. Oziroma tam, ko dol pride, tam gre potem tudi nazaj gor. Zdaj s to levo roko vidite, da jaz lahko te zanke prilagajam, koliko hočem, da so dolge. Recimo, da so takele dolge, za mojo velikost. Nekje, Tukaj sem prišel zdaj dol, zdaj grem nazaj. Dol, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Naravnost dol, po strani nazaj. Mislim, da je to približno to. Potem pa grem tlele, lejte, od vratu dol, takole potegnete in se ne sme nič tlele držati skupaj. A se kaj drži? Ni nič vmes, ne? Ok. Je vse približno enakomerno. Prijemeš takole, zagrabaš fino, poiščeš ta dva konca in jo oviješ trikrat navzgor, proti roki moji. 2, 3. Ja, ovijemo. Poiščem se zanke. Spravi, prijem s tole, zanke so vse tukaj, je tako. Prijem s tema dvema vrvema takole čez. Naredim še eno zanko. In kar poveznem čez te ostale zanke, takole. Vidite? Jaz nič ne vidim. In zategnem. To, kar zategneš, potem ne gre nikamor več. To se ne bo razdrlo, ni šans. Vidite? A je ostalo skupaj? Da. Je. Pravim, čez hrbet lepo od zadaj, takole. Spredaj prekrižam. Zadaj prekrižam. Potegnem vrv čez, torej naredim ta začetni vozel. Naredim dve večji zanki, jaz si tako to čevlje zavežem. Ampak čez poletje itak sandale nosim, kakor vidite. Se pravi, in ta, ki gre proti meni, gre preko te zanka in zategneš. Vse te bingljajoče se dele, kose, vrvi zatakneš takole za pas, mislim za samo vrv, da se ti ne bi kje med grmovje zatikala ta vrv.
A pa se ne bi spotaknil ali pa karkoli. Znači, to je mašnica. Kako? Mašnica. Mašnica, ja, začela zavezati, kot sem pokazal, 2 zanke zavežete, tako kot bi 2 vrvi zavežali. Prav, tukaj držim vrv in se počasi naslonim. Če bom to roko, se pravi te vrvi ne smete spustiti. Ko to roko približam proti dol, proti riti moji, ne, boste videli, se začnem pomikati. Kam? Nazaj, ne? Če se ustavim, stojim. A ne? Če grem nazaj, evo, in se počasi pomikam po taki strmi, če si predstavljate, a ne? Steni. Kako? Ja, čist preprosto, toliko, da se torej tokle nazaj, nazaj naslonite, a ne? Da ste pravokotno na steno in hodite dol, tako kot bi bili na tleh. A vidite? Je tako? Je tako? Je. Ok. Se pravi, to je ena opcija. Druga opcija je pa naprej. Prav, ta je bila nazaj, ta je pa naprej. Čisto isto, prej smo od zadaj prekrižali, zdaj prekrižamo spredaj vrvi. Gremo zadaj, prestopimo, primemo od spredaj in gremo naprej. No. Zdaj se mi pa... Tle mi treme dela ta rokavica. Moram to popraviti. To ni bil zdaj dober. Zdaj bo bolj pravi takole. Prav, zdaj se naslonim kar naprej in grem pravokotno dol. S tem imam eno roko prej, se lahko tudi branim, če imam pištolo ali pa brzostrelnico. Sam spustiti ne smem, glejte, z 2 prstkama jo držim. In greste potem dol, takole, ne? Vidite, kako sem čisto pravokotno na podlago. Kaj bo ti desna, tam je ta vrvica? Pade, pa se ubije. Ti primaš te 2. Ne, te 2 primi. To, ja. Ja, to, ja. Tako, zdaj se pa kar nasloni naprej. In ne smeš spustiti vrvic, veš? Veš, kakšno trenje je, pa čisto preprosto je, a ne da? Gre kar težko naprej, ne? Ja, vsi prijete na vrsto, ni problema. Komot. Ajde, počakaj. Ajde, tle. Lahko greste naprej ali pa nazaj, kakor želite, a prav? Jakob, lahko gre naprej ali pa nazaj, kakor želijo. Ajde, a bo šel naprej tako, ali bo šel nazaj? Naprej. Si zaradi mene lahko to bojo probaš. Tako, ja. Naredila sem vozla z lahnjami. Zdaj greš pa od zadaj. Naredila sem vozla z lahnjami. Ne, daš si to, te 2 vrvice, ki jih imaš zdaj tako, si jih daš od zadaj. In stopaš čez te 2. Tako. Zdaj pa primaš to dvoje. Evo. In tega zdaj ne spustiš. Zdaj se pa sam lepo naprej nagen. Ne, naprej se nagen. Ti si naprej nagen. Tako, ja. Evo. Z obema rokama drži obe vrvici skupaj. Mislim, za eno roko obe skupaj drži. Zdaj si jih pa popuščaš, kar spustimo. Zdaj si pa roke približi, sprav to vrv, moraš dati tako nazaj, proti sebi, vidiš, da greš naprej z ritjo, pa stopi naprej, prestavi noge. Noge ne smeš pozabiti prestaviti, a ne? A vidiš, kako te drži vrv lepo. Dobro, ne? Brez pasu. Veš, ker ne moreš stopiti naprej, če ne spustiš vrvi. Moraš spustiti vrv oziroma popustiti jo, tako je potegniti proti sebi, a ne, da... Tako.
Nazaj se pa samo okrog obrne, zdaj si to dej dol, pa se bo samo okrog obrne. Ne. To se dej zdaj dol, spusti, dol si stopi ven. Vstopiš tle noter, zdaj stopiš. Kar dol si potegn, tako ja. Tako, evo. Zdaj se pa samo okrog obrni, tako. Čekaj, pet malo Ti naprej. bo Jakob zdrihtal, evo. Tako pet malo nazaj. Od spodaj pet, od spodaj, tako ja. Evo tako. Tako, Pa vmes. fajn. Zdaj pa na stran. Sam noge čez, ne mu leč. Ja. Tako, fajn. Evo, zdaj pa primeš vrvi. Ne, obe hkrati. Ne te dve. Zdaj drži, če to spustiš, če te dve spustiš, kar primi. Tle močno drži, takole stegne na roko, pa pet z litjo nazaj se naslon. Kar naslon se. Probiti nazaj. Ne smeš spustiti vrvi, ker če spustiš, te pol padeš, a ne? Moonwalk. A smo? Da. Ok, zdaj smo razcepali tole leskovo palco in zdaj vtaknem tukaj noter dve palčki smrekovi suhi, si ni pomembno, kakršnikoli, eno tako. A vidite, kaj se zgodi? Da se bolj razširi tale razprtina, ne? Ok? Takole dobimo. Damo tukaj na našo stran. Lahko je debelejše, lahko je tanjše. Kaj vzamem potem? Brezovo lubje. Ga vtaknete takole noter. Zdaj najbolj enostavno je, da imate vžigalnik. Ga imam. Če ne bo treba pa s krasilom, a ne? Glej, tukaj gor na vrhu ga prižgete, takoj bi moralo zagoreti, se veste, a ne? Malo treba počakati, da se začne, da se razgori in potem to ne ugasne, kar tako. Ko pogori, šele ugasne. Torej, tudi če malo močnejši veter piha, ne bo ugasnil. A ne? Samo da se razgori, se malo. No. Očitno je preveč zbita skupaj. Treba malo bolj narahlo je dati. Malo več zraka pride vmes, potem pa lažje gori. Tu s tem lahko regulirate, koliko stiskate tele ovoje breze, a ne? Brezovega lubja. V glavnem, evo, tako nekako. Zdaj je bakla. Prav vidite, tudi veter, če piha, ne ugasne, ne? Vidite, kako veter piha tam v to smer, ne? Držite takole stran od sebe in dvigneno pod kotom. A ne, zakaj ne držite pred sabo? Zato, ker vam bo ta svetloba kako bi rekel, vas zaslepi. Nič ne vidite, tako da najboljše, da takole dvignete v stran, pa gor, da vam naprej razsvetljuje, ne pred oči in pa po strani, zato da tudi če karkoli gorečega dol pade, da vam ne pade na noge, na telo, da se ne ožgete in tako naprej. In pogledajte, koliko časa to gori. A ne? Kot sem rekel, po stran držite, da vam, kot sem rekel, ne pade dol. To je zelo dober svet po noč. Povorank sveča, a ne? Je res. Sveže palce pa zato vzamemo, da se nam ne skura, ne? Če bi suho vzeli, bi nam zagorela. Tako nam pa ne bo. Evo, takole, morate paziti, ko hodite po gozdu, če vam kaj pade dol, kar je možno, da enostavno pohodite pa greste naprej. Morate tudi paziti, da ne greste pod kakšno smreko, ko ima suhe veje spodaj z ognjem, ki sam naredi a ne? Tako je zagorelo. Vidite, kako gori. Tudi če piha. Tudi če piha, a ne? Ja. Vidite, kako odnaša dim. Plamen. Vidite, sploh ne ugasne. Še bolj se zakur. Še bolj se zakur, ja. In preden to pogori, imamo že pripravljen naslednji svitek, ki ga samo taknemo gor. Ali pa imamo dve bakli,
pa unete druge zakurimo pol s tem delom, a ne? Je res? Ja. Evo, Hadi, kaj tukaj? tako, pohodimo. Ju. Evo, kar nekaj časa, ne? Koliko časa je? Koliko minut? 4. 4 minute. In zavitek. V redu, ne? Pa še gori. Pa še gori, še ni ugasnilo, ja, res je. Bo še pomeni kakšne 3 minute. A ne, toliko ne bo. Moja še tole pa minutka, pa kar noč ugasniti. In polni devaš, pa imaš. Ja, eno staro najdeš na tleh, najboljše staro, sem nos zarinete noter, prerežete lubje in ga samo slečete dol, gre kar samo. Bomo pokazali, ko bomo šli na teren še kaj. Evo, takole stresete ven, pohodimo, samo polijete še, če treba. In je bakla pripravljena za naslednji svitek, tako. Lahko date tudi dva notara, ne? Enega vrh drugega, pa ko prvi pogori, se drugi vname, pa imate, kot sem rekel, še vaš prijatelj eno baklo in ko vam preden vam pogori, samo pretaknete uno zraven in vam ni treba stalno prižigati tega ognja. Ne? Če vas je pa večja skupina, je pa fajn, da imate prvi, ta zadnji, pa še nekje v sredini, da imate bakle, da si razsvetljujete, kje hodite, da se ne spotikate. Kul? Kakšno vprašanje? Ni. Še enkrat na pol. Ja? Tako. Potem pa... Imam že za baklo. Kako? Prosim? Potem damo pa takole kar noter v baklo, da nam to drži vse skupaj. Kaj je to? Na tak način pa bolj dolgo traja, da se ugasne, ne? Ja, mogoče malo dlje gori. Zdaj bomo šli do ene smreke. Smole vzamemo, ja. Zdaj nam bo lažje zagorelo, manj se bomo hecali. Smola zelo dobro gori, ne? Vemo to. Nisi vedel? Nikoli. A res? Nisem pa izvedel, ko sem Zdaj si pa zvedel, ne? Evo, čisto enostavno takole prižgemo. Evo, že gori. Prav, smola nam pomaga prekuriti tole dračje. Na začetku ga damo takole, da se vname. No. Saj bo se ga pozvala, veš, ne dela. Ja, zdaj se je smola prižgala, vidimo, da smola gori. In ko se bo stopila, bo vnela še ostale tele lesene delce. Okej, to pomeni nekaj takšno debela. A to je kot vosek. Tako je, kot vosek deluje smola, ja, sem rekel. A potem je smola narejen, vosek narejen iz smole. Ne, iz parafina. Parafin. Ne, premajhno. Puste prosim baklo. Cool. Ampak važno kadi. Ja, kako pa, kaj si pa pričakoval? Zlaknite se od ima, Da bi takoj ti zagorel. bolj da se zlaknite. Ja, Marek, če boš veste zbžeba. To mora trgati del z leska. Takšna debela ne bo. Ne, to nisem da povedal. Aha, dela. Gori! Antek, takšna je... Sem rekel, da se bolj kadi. Bolj se kadi, a bolj gori. Evo. To bo ful hitreje zgorelo. Ja, relativno. Zgorel pa nima, pa malo manj sveti, ko... Več vam dol pada stvari, a ne? Več možnosti, da kakšen požar ustvarite. Drugače pa bakla, pa evo, malo slabša je kakor. Prav, če hodite še boljš, da piha, ne? V tem primeru, da vam žge ta lesa, ne? Pa res zelo hiter pogori. Zato je fulbel, sam brezovo ljubje. Ja, boljš. Sem pa tudi uran planin.
Je bolj plamen, ja, res je. Se pravi, da se pa tudi z brezo doseči kaj takega, veš. Sam ideja je ta, da ga čim manj pokurite, ne? Da ga imate za čim dlje, veš, pa da v bistvu res razsvetljujete samo to, kar je potrebno. Rabite celega kresa imeti, če hočete prehoditi na 1 kilometer, ne? Da boste imeli... Za idejo je pa tudi to možno, se pravi, tudi tako lahko naredite, če ne najdete breze, se vzame drače in seveda smotrno bi bilo, da vzamete bolj debelo lesko svežo, jo razcepite, ta je zelo tanka, ne, pazite, da vas kaj ne opeče, ne hodite od spodaj. Ne, od spodaj. In več materijala not torej nabašete, recimo ne takole, ne, tako razdaljo, na vrhu prhurte in pol pa malo dlje gori. Evo, to dobra baklica, ne? To deluje. Prosim. Drugače pa to da več dima. Ja, malo več dima je, ampak nas zanima svetloba, ne? Najbolje je narediti najmanj tega dima, ker potem to je bolj dobro za naravo. Če je čim več dima, je tim več slabo za naravo. Vse ta dim ni tak slabi, bolje oni plini iz avta. Evo, kar pejte naprej. Ej. Tle boste vaš sirup tako dela. Malo pol. Dobar dan. Ja. Ti si specialc. Da. Ves čas ga morate gledati. Ves čas ga morate gledati. Ne valjati, ko se skriti. Marek, izločen si, ker ga ne gledaš ves čas. Marek, izločen si. Ves čas ga morate gledati. Ko si dober sokol, pa še brez očal si. Aha, tamle, najdu sem te, tudi majca vidim tvojo. Ja. Pa skriva se totalno, kolega. Glen. Brin, vidim te. Glen. Glen, vidim te. A ti si tam? Aha, prosti. Pa tale, no, kolega. Nejc, ja. Nejc, vidim te. Tamle, modra. Prosti, Glen, sem mislil, da si ti. Vem, ker imamo podobne majice. Ja, hlače imaš podobne. Koliko Kot njegova majica, pa sem zamešal, ja. Ste čisto zamaskirani. Nobenem ni to uspelo. Bravo, fantastično. Nobenem ni to uspelo. Misliš, kdaj uspejo, ampak pri tebi ni še noben uspel. Fantastično. Še 5 sekund odštevamo. 5. Tamle, v sivi majici. Odlično, končano. 15, 16, 17, 18. Ves čas ga morate gledati, ves čas. Tukaj za tem drevesom je v taki zelenkasti majici. Pa tam je eno glavo vidim za... Bravo. Ne, ni še konc, Bor. Ni še konc, ostane še nekaj časa not. Dajte poskušati lisice, ajde. V črni majici. Tamle. Glejte ga. Brin. Tlej so 2. 3. Bravo, Ivan. Tlej so še 2 zadnji. Zelo drzno, ja, jaz mislim, da ja. Jej, majster! Tam je en skap. Majster! Se vrgu. Se boš ubil.
Jaz sem vrgel To pa nismo rekli. Jaz sem vrgel Kako sem jaz hodil? Jaz sem počasi kazal, kako hodiš. Če boš tekel, te bojo slišali na 10 km. Tam je en, ki je imel kapico na veji. Vsi, ki ste najdeni, ste kje? Kje smo rekli, da ste? Pri drevesu cepimo. No, in ste? Ja, tiho ste zato, da soko lahko kaj sliši, a ne? Počakaj. Počakaj, da končamo to igro. Še 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Končano. Dobro. Prvi je bil Ožbej. Ožbej, naslednji Sokol. Gremo še tole, potem pa na zastavice. Daj, potrudite se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ves čas ga morate gledati. Ves čas. Ves čas ga... Črna majica, 2 drevesa, vijolična majica, črna majica, ti, tebe vidim. Bravo! Bravo, Marek! Si ti, Gremo naprej. Kar pet. taka bela majica, Kar pet tja. majica, vidim te. Pojdi tja. Majica, vidim Priješ te. naslednjo igrico. Boš šel še ti enkrat, ja. Siva majica, vidim te, rdeča majica, vidim te. Rdeča majica. Pet. Tale, rozna majica, videl sem te. Tam si za drevesom. Ti za drevesom, ne gledaš me ves cajt. Vsi so za drevesom, veš. Bravo! Čestitam. Sam žal nisi bil prvi, ne? Tebe vidim. Sej, uspelo ti je, to je pomembno. Stopi tja, prosim, da bo kaj videl, veš. Sem dober. Hud si. Itak jaz sem prvi. Še 5 sekund. Črna majica, Jakob. Vidim te. Odštevamo. 7, 8, 9, Ker malo bolj hitrej. 10, 11, 12, 13, 14. Ves čas ga glejte, prosim. 16, 17, Glej ga. 18, Ne, če ne boš tako izločen, resno. 19, Glejte ga ves čas. Kdor se bo skrival za drevesom. Bravo. Bravo. Rozi majci za tem drevesom. Tisti sivi majci tam za drevesom. Pa še ena. Tisti sivi majci, tisti zeleni majci. Tisti zeleni majci, tisti sivi majci, tisti sivi majci. Ne! Tebe vidim. Tisti rdeči majci tam za drevesom. Itak tam Je bilo, ja? V redu, v redu. Ja, si bil. Sam ves čas ga morate gledati, to mi ni všeč, ker ne obogate. Imam tebe, vidim tebe. Ne, ti izločen si, no, zato ker se skrivaš, ker ti kaže na te, pa ga ne vidiš. Okay, id ven tam. Ti si Še 5 sekund. 3, 2, 1. Končano, gremo na zastavo. Ne mi tega dela, več čača. Ne. Se si namazan z blatom, pa ti si itak specialc. Ja. Po obrazu se moraš imeti. Kje ste specialci novi, da vas vidimo? Jaz sem. Poglej ti to.
Hudo. Nec, kaži Jaz sem roke. novi specialec. Poglej tu otroke namazane, pa to ne moreš verjeti. Fantastično. Res, Fantastično, jaz sem specialec. čestitam. Učitelj, jaz sem pozabil noge. Malo tuše pa bo. Vidijo, se imate še časa neki. Fantastično, zelo hitri ste bili. Jaz sem gosti. Oprosti, A pa ste sami novi specialci zdaj tukaj? Ja. Ti? Sem si roke pozabil. On ni. Pa odprej ni. On je. Kolega je. Pa on je tudi že Kako mi jaz po faci? vse se je namazal po nogah. Glej ga. Vse je specialc. Kaj ni? Jaz pa sem tako neki specialec, da ne moram verjeti. Učitelj. Prosti, učitelj. Dober si. Pa 10 počepno. Zakaj? Ker sem vam rekel učitelj. Ne rabiš, ne rabiš. Ne rabiš. Ajajaj, oprosti, da sem Lahko mi pa se rečete Laris, ja, namazal. ni problem. Pa tikate, a ne? Ja, prosim, ne me vikat, ne? Evo. Specialec. Rjava majica! Rjava majica! Verjeten. Ja. Čak, stoj. V črni majici nekdo od vas. Po moje ti, ja? Ja. Črtasta majica. Nekdo od vaju mora ven. Po moje... Dobro? To pa jaba. Siva majica, izločen. Kdo je v sivi majici? A je kdo v sivi majici? Izločen. Ok, samo to ni siva majica. Drugam se skri. Dajmo se premikati. Siva majica. Ni siva, modra je. Izločena, ja? Siva majica izločena. A je šel ven s sivo majico kdo? Ni sive majice, ok? Ni sive majice. Ni sive majice. Ja, ni whatever, povej kakšna. Kakšna? Rjava. Arja. Bela majica. Ja, izločena. Prvi si bil, ja? On je bil prvi.
Ja? Felicija je izločena. Ja, izločena. Zdaj ima vse izločene. Poišči zastavice, pa novi bojo prišli zdaj. Črna majica je izločen, ja. Rdeča majica je izločen. Dej, pohiti, išči zastavo. Hladno je tam. Topleje. Proti meni. Na sredini igrišča, kolega. Na sredini igrišča je zastavica. Pazi, zdaj novi pridejo. Črna majica. Jaz sem zelena. Črna je rekel. Jaz sem zelena. Jaz sem. Ne, nisi izločen. Ja, izločen, zdaj pa si izločen. Hitro bazo. Gremo naprej, idemo se premikati, sami ste. Bor izločen. Dajmo, sami ste. Rdeča majica, rjava majica izločena. Rdeča majica izločen. 2 ven. Rjava majica izločena. Ja?
Še ena rjava majica. Išči Marka, vse tri sem izločil. Pazi, novi grejo. Črna majica izločen! Dajmo se premikati. Kaj te v tvoji bazi ne grejo dol, ker vsi gledajo, sem na igrišče, ne smejo videti? Ja, vsi dejme se. Rdeča majica! Rdeča majica! Bela majica! Kje? Na kateri strani? Ha? Aha, okej, Glen, ja. Katja, kako imajo oni lahko toliko jih v igri zdajle? 4 imajo v igri. Izločen! Bor, koliko ste jih imeli zdajle noter? Še eno ražno majico, tam se mislim, da je to kako. Krita me, krita! Krita bom. Še pa je zunaj. Glejte me! Meni je tukaj sam! Ponovi, Katja, prosim. Tukaj sam! Glejte me, jaz sem! Odlično, čestitam, 1-0. Zastavica se vrne. Končano! Jakob! Končano! Čestitam, 1 točko imate, bravo. Črna pa rdeča majica izločena zgoraj, ja? Rdeča majica! Jaz sem nekoga vidim! Koga vidiš? Kje vidiš? Kaj vidiš? Povej. Črna majica izločen. Še vedno tam stoji! Kdo je tukaj izločen, pa še vedno noče z igre? Ja? Ni problem se tako videti, ja? Siva majica, izločen. Ja. A ima še kdo drug sivo? Črna majica izločen, spusti zastavico. Zastavica se vrne. Premiki se.
Zelena majica, izločen. Dej, sam si, dej. Pospeši to. Čestitam, 2-0. Zastavica pride nazaj, prosim. Končano. Črna majica, vidim te, skrivši si za drevo! Sami ste, ne? Ne. Šen. Vidim te, zakaj za drevesom si! O, bravo. Sem mislil, da ste pa že konc. Sorry. Potih. Čestitam, 3-0. Zastavica nazaj in menjava strani, prosim. Modra kapa. Ja. Kako si Zastavica? Si dobro. Črna majica. Ja. Ja, izločen. Počas se treba premikati, kolega. Počas. Črna majica, izločen. Jaz sem že! Zdaj morate vi hitro po zastavico iti. Druga skupina. Črna majica, tiskaj tekel tam od zadaj, ja? V modri majici. Še enkrat. Izločen si, ja? Tista šortvago! Videl se te je, sorry. Prehitri ste. Tjaž izločen. Ej, tlele! Tukaj! Jaz sem! Glejte mene, ne!
Klemen kar gleda. Čestitam, 4-0, Katjina, res je čarovnica, ne? Napovedala zmago. Ja, Ja. že 2 ure nazaj. Poznaš ekipo, ne? Ja, Ja, res dobri dobri so. so. Imamo kaj. We've gone out and looked for things and we haven't found any. But I haven't given up hope. In a last-ditch attempt to catch some supper before nightfall, Saki and Joe have their sights set on another prey. I think if he goes for them, they'll come over here and then I can go for them. Okay. Yeah. I can do with some Helican right now. Bollocks. Shit. Well, gotta sit quick. Saki spotted a stingray in the shallows.